Tehnološki razvoj je v sodobno življenje prinesel številne nevarne snovi, ki jih je mogoče zelo učinkovito uporabiti tudi v vojaške ali teroristične namene. Posledice nesreč, nastalih zaradi uporabe nevarnih snovi in kemičnega, biološkega, jedrskega ali radiološkega orožja so zelo hude, tako za živa bitja kot za okolje. 18. bataljon za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo je del enot bojne podpore. Namenjen je JRKB podpori enotam nacionalne obrambe in zavezništva v vseh načinih delovanja, ofenzivnem, defenzivnem, stabilizacijskem, prehodnem in podobnih, v vseh vremenskih in podnebnih razmerah. V svojo sestavo lahko sprejme dodatne enote in oblikuje nalogi primerno sestavljen mednarodni bataljon JRKBO. Vse se začne in konča z logistiko. Glavna naloga in cilj poveljniško-logistične čete je zagotavljanje nemotenega delovanja enot 18. bataljona. Na terenu četa poskrbi za postavitev in delovanje bataljonske logistične baze ter za njeno neprekinjeno varovanje. Baza vključuje vse nujne elemente, ki omogočajo bivanje in delo enot. Nastanitveni oddelek postavi poveljniško mesto bataljona in skrbi za njegovo delovanje, poskrbi tudi za organizacijo avtoparka. Vod za oskrbo zagotavlja pripadnikom v bazi in na terenu vodo, hrano, strelivo, gorivo, šotore ter druga sredstva. Za delovanje tehničnih sredstev skrbi vod za vzdrževanje. Opremljen in usposobljen je za vzdrževanje JRKB opreme, vseh vrst vozil, oborožitve, optičnih in merilnih sistemov ter komunikacijske in informacijske opreme. Če je treba, s svojimi sredstvi in kadri priskočijo na pomoč tudi pripadniki drugih enot Slovenske vojske. Za nemoteno delovanje zvez in komunikacijo s podrejenimi enotami ter nadrejenimi poveljstvi skrbijo pripadniki voda zvez. Za obolele in ranjene poskrbi osebje bataljonske sanitetne postaje ROL 1, v kateri poskrbijo za osnovno zdravstveno oskrbo in če je treba za evakuacijo za nadaljnje zdravljenje. Izvidniki so poveljnikove oči in ušesa. Vod opazovalcev izvidniške čete spremlja dogajanje na ključnih mestih območja delovanja. Glavna oprema voda opazovalcev je komplet za opazovanje, v katerem so združeni kemični, radiološki in biološki detektor, meteorološka postaja, računalniška enota in radijska naprava. Izvidniki uporabljajo zaščitno opremo, ki omogoča zaščito pred kapljično kontaminacijo, zaščitna maska pa tudi pred hlapi bojnih strupov, radioaktivnim prahom in biološkimi snovmi. Poseben filter zagotavlja tudi zaščito pred toksičnimi industrijskimi snovmi. Poveljnik voda nadzoruje položaj na nadzornem računalniku, na katerem spremlja delo vseh 5 sistemov. Strupi! Zaščitne sredstva na mesti! Poveljstvo je o nevarnosti zelo hitro obveščeno in se lahko odzove na nastale razmere ter začne obveščati druge enote. Flash! Indija, tukaj Munga, pripravi se na NBC 1 camp. Sprejem!
Prestavite se na rezervne položaje, sprejem. Poveljstvo pomaga poveljniku pri vodenju bataljona in mu svetuje pri sprejemanju odločitev. Sektorji poveljstva zbirajo, obdelujejo in posredujejo informacije, ugotavljajo in analizirajo težave ter predvidevajo dogodke. Kdo bo upravil nalogo detekcije, izvedovanja in pa poročanja? Lastne enote, ki so na območju nevarnosti, pravočasno obvestijo in jih pripravijo na delo na kontaminiranem območju. Na naravni poti izvede ali mi predlagamo, da v bližnji prihodnosti ta task force prične z dekontaminacijo objektov. In Osman, we have a Royal 3 facility which is stationed on a ship. V poveljstvu deluje tudi skupina za analize JRKB situacije. Podatki, ki jih zberejo in posredujejo izvidniki, kot na primer vrsta bojnega strupa, smer in hitrost vetra, zračna stabilnost, ali je sovražnik uporabil granate ali letalske bombe in podobno, jim omogočajo pripraviti celotno sliko situacije ter predvideti nadaljnje širjenje nevarnosti. Poveljstvo bataljona na podlagi analiz preuči nastale razmere na bojišču in pripravi predloge, tako da lahko poveljnik sprejme najboljšo odločitev, poveljstvo pa nato izda ukaz za delovanje. Lahki izvidniški vod izvidniške čete je opremljen z vozili Kobra. Amfibijsko vozilo lahko zazna vse vrste JRKB nevarnosti, bojne strupe in druge nevarne kemične snovi, tudi na razdalji do 5 km. Kobra 2, tukaj Kobra 1, vidite na levo in vzemite vzorec. Kobra 3, vidite na desno in začnite z označevanjem območja. Jaz grem naravnost in varujem. Sprejem. Poleg druge opreme ima tudi sistema za označevanje kontaminiranih območij in jemanje vzorcev. Za bližinsko varovanje je vozilo opremljeno z nadgradno bojno enoto. Operater v vozilu upravlja orožje iz notranjosti vozila, kar mu omogoča ognjeno delovanje tudi na kontaminiranem območju. Nasprotnik z desne, nasprotnik z desne. Prekini, zavaruj, premaknimo se naprej. Lahka četa za dekontaminacijo je sestavljena iz 3 enakih vodov. Njeno poslanstvo je dekontaminacija ljudi, materialnih sredstev, vozil in, kjer je smiselno, tudi zemljišča in objektov. Vsak vod ima po 3 oddelke, katerih glavna oprema je sistem za dekontaminacijo, ki ga lahko postavijo na utrjeno površino ali pripravijo za delo na transportnem vozilu.
Premestljivi analitični laboratoriji JRKB so namenjeni zbiranju, prevozu, identifikaciji ter pripravi in analizi sumljivih JRKB materialov. Na območju, za katerega obstaja sum, da se je na njem zgodila nesreča z JRKB sredstvi, skupina za vzorčenje in identifikacijo agensov vzame vzorce in poskrbi za njihovo dostavo do laboratorija. Skupina uporablja standardno zaščitno opremo. Glede na razmere uporabi težko zaščitno obleko z izolacijskim dihalnim aparatom. Oddelek za dekontaminacijo je namenjen za JRKB podporo skupini za vzorčenje. Pri svojem delu uporablja prikolico za dekontaminacijo in zaščitno obleko. Prevoz vzorcev v laboratorije poteka skladno z mednarodnimi in nacionalnimi standardi ter predpisi o ravnanju z vzorci, še posebej s tistimi, ki se uporabljajo kot sodni, forenzični dokazi. Mobilne laboratorije sestavljajo radiološki, kemični in biološki laboratoriji. Njihove naloge so potrditev prisotnosti in identifikacijo radioaktivnih virov, potrditev prisotnosti bojnih strupov, toksičnih industrijskih kemičnih spojin in identifikacija bioloških agensov v vzorcih. Merijo aktivnosti uporabljenih dekontaminacijskih sredstev, preverjajo opravljeno biološko dekontaminacijo in kakovost snovi za dekontaminacijo. Na koncu pripravijo vzorce za nadaljne analize v referenčnih laboratorijih. Osemnajsti bataljon je zelo dejaven v mednarodnem okolju. S posamezniki in enotami sodeluje v številnih mednarodnih operacijah in na misijah, od Bosne, Kosova in Libanona do Afganistana. Posebno področje delovanja v zavezništvu je sodelovanje v NATO-vih odzivnih silah. Bataljon z dodanimi slovenskimi in zavezniškimi enotami lahko oblikuje mednarodni bataljon JRKB obrambe. NATO-ve odzivne sile so sile v visoki stopnji pripravljenosti z zelo kratkim odzivnim časom, namenjene posredovanju na kriznih žariščih. Bataljon spada med sile v visoki stopnji pripravljenosti in je v celoti premestljiv. Njegovi pripadniki z nenehnim usposabljanjem za posebne in druge naloge, s profesionalnim odnosom do dela, znanjem, vrhunsko opremo in željo po odlično opravljeni nalogi, dokazujejo, da je bataljon vedno pripravljen na vse izzive.